Nočni požar je pretresel prebivalce Ptuja. Priznanje najboljšim inovatorjem. Bili smo na nogometnem turnirju za mlajše kategorije v Miklavžu. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu Dnevnika televizije Maribor. Po včerajšnji hudi nesreči na avtocesti, v kateri sta umrla policista, se zdravniki še vedno borijo za življenje 49-letne pomurske policistke, ki je bila ena od 7 potnikov v kombiju, v katerega je na odstavnem pasu trčil romunski voznik tovornjaka. Policisti ga bodo kazensko ovadili. Strokovnjaki z tega področja pa opozarjajo, da se po slovenskih cestah zaradi pomanjkljivega nadzora vozi veliko izmučenih voznikov s slabo vzdrževanimi vozili. Zato zahtevajo celovit nadzor nad prometom. Branko Tkalčič je avtoprevoznik že 25 let. Tako tragičnega dogodka, kot smo mu bili priča včeraj, na srečo še ni izkusil. Po naših cestah se vozi kar 85% tujih voznikov. Vsi pravil ne upoštevajo, pove. Zdaj poletni časi, ki so trenutno zdaj, ki so temperatura nemogoče, se po noči ne da spati, vozniki težko spijo v kabinah, normalno, da so utrujeni in te ure od 8, ko je največja konica naših ljudi, ko grejo na delo, takrat so ti vozniki najbolj utrujeni. Na voznike močno pritiskajo tudi delodajalci, zanima jih le zaslužek, opozarjajo v sindikatu. Mnogokrat obveznih postankov ne upoštevajo, s posebnimi magneti brišejo podatke. Tukaj je ponavadi Slovenija oaza prekrškarjev, ampak to je vse pod prisilo. In človek več kot 8 ur, naj bo 9, ni sposoben na cesti, da bi lahko normalno upravljal svoje delo. Ja, oni se najbolj pritožujejo poleg te preobremenjenosti in obračunov plač po kilometru, po prometu, kar njih seveda pritiska, da čim več kilometrov naredijo in čim več prometa. Dnevno se po naših cestah vozi več kot 7000 tovornjakov. Nujen je pogostejši in ostrejši nadzor, so prepričani v obrtni zbornici. Povezati bi se moralo več organov, inšpektorat, carina in policija. Kajti po naših ocenah avtoprevoznikov je seveda teh vozil 50% neizpravnih in nimajo na naših cestah kaj delati, ker so neizpravni. Če priješ čez mejo v Avstriji, imamo en veliki parking, kjer je nadzor, bi se temu rekel, ubitačen. Tu te premeljajo celega navzven in navznoter. Če bi bil taki nadzor na naših slovenskih cestah, se mogoče tega ne bi dogajalo. Podobno ugotavljajo tudi policisti. Lani so na naših cestah našteli 1233 kršitev domačih prevoznikov. Tuji so jih zakrivili neprimerno več, kar 1847. Tragičnih nesreč kar ni konec. Sinoči je zagorelo v stanovanju v prvem nadstropju enega izmed blokov na Ptuju. Gasilci so na kraj požara prišli nekaj minut po obvestilu. V požaru je umrl starejši moški. Vse kaže, da je umrli zaspal s cigareto. Nekaj minut po 11. uri zvečer je stanovalce zbudil smrad po dimu. Pokanje, prasketanje, nato še glasno klicanje soseda na pomoč iz stanovanja v prvem nadstropju. Te so pač šlete dol sosedu, ne. To smo vrata gore zbijal, se je drl, kričal, da ga pomagajo sosedi, ne, sosedi, pomagajte mi. Te sem ti prvič vrata hotel gor lamati, pa nisem uspel, ne, te pa potem sosed prišel, ne, tudi te on pol zlama, pa te se ni več oglašal, noter gospod, ne. Stanovalci so gasilce tako v prihodu opozorili, da je v ognjenih zubljih ujet moški. Potem smo avtomatsko takoj začeli z aktivnostmi iskanja te osebe, zreševanja, tudi gašenja požara in pa seveda tudi ta evakuacijsko pot smo takoj izvedli. Žal je pomoč za nesrečnika prišla prepozno. Zaradi dima pa so morali 3 osebe odpeljati v ptujsko bolnišnico, a so jih po krajšem opazovanju odpustili. Danes smo kontaktirali sosede in vemo, da nekako še vedno dejansko nekateri počutijo neko slabost, tako da smo jim svetovali, da vseeno naj se zatečejo ponovno k nam na internistično prvo pomoč, da dejansko preverimo stanje. 12 stanovalcev je zaradi poškodovanih stanovanj moralo zapustiti domove. Da me je bilo strah, ne, je me pa snoči pretreslo, ker sem stala vkleščena s 5 otroke in pa še to z dojenčkami. Nismo več mogli dihati. Bilo pa je slišati kar nekaj kritik na račun občine in civilne zaščite, saj so si družine morale iskati prenočišče same. Zvečer so nam rekli, iščite si prenočišče in smo prenočevala pri stanovanju od mojih staršev. Tudi mi smo danes zjutraj bili komaj obveščeni, pa smo upravitelj objekta, zakaj nihče ne obvešča ali na kak način, ne morem komentirati. Je pa upravitelj objekta zagotovil, da si bodo z zavarovalnicami ogledali škodo v stanovanjih in poskrbeli za čimprejšnjo sanacijo.
Dopoldne je zagorelo tudi v Ljubljani na avtomobilskem odpadu. Delavcem ognja, ki se je bliskovito razširil na delavnico in avtomobile, ni uspelo pogasiti, zato so na pomoč poklicali gasilce. Gasilci so požar kmalu ukrotili, a bodo požarišče, ker so v delavnici zelo vnetljive jeklenke, nadzorovali še naprej. Sledi kratek pregled tudi precej vročega domačega političnega dogajanja. Ustavni sodniki so dopoldne začeli obravnavati ustavno pritožbo Janeza Janše zoper obsodilno sodbo Višjega sodišča v zadevi Patria. Na seji, ki se še ni končala, odločajo tudi o 3 pobudah v zvezi z razpisom predčasnih volitev 13. julija. Pobudniki so prepričani, da je zaradi datuma volitev v času poletnih počitnic volivcem kršena volilna pravica. Generalni sekretar Ustavnega sodišča Sebastian Nerad pa je sporočil, da v zadevi Patria danes odločitve zagotovo ne bo. Glede volitev pa bo odločitev znana pozno popoldne ali v četrtek dopoldne. Državni zbor bo na dvodnevni izredni seji med drugim razpravljal o izvajanju okoljskih projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, iztekajoče se finančne perspektive. Razpravo o tem je zahtevala stranka SDS, ker številne občine niso mogle pridobiti evropskega denarja za okoljske projekte. Poslanci bodo odločali še o noveli zakona o političnih strankah, ki med drugim opredeljuje višino sredstev, ki jih lahko prejme stranka od dodatka poslancem za strokovno pomoč. Lotili se bodo tudi donacij, ki jih strankam namenijo fizične osebe. Na dnevnem redu so tudi predlogi sprememb zakonov o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, o subvencioniranju študentske prehrane, elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, o šolski prehrani in o ohranjanju narave. Zdaj pa v Nazarje. Tamkajšnje invalidsko podjetje Glin IPP je pristalo v stečaju. Brez službe je ostalo 65 invalidov, ki delo dobijo najtežje. V tolažbo jim je lahko vsaj to, da jim je podjetje plačalo vse, kar jim je dolgovalo. 65 je bilo zaposlenih, proizvodnja je že prazna, čakajo na odpovedi delovnega razmerja. Nejevoljni so in pred kamero ne želijo, tudi zato, ker so mnogi še prejšnji teden dobivali podpis pogodbe za določen čas in sporazumno prekinitev dela. Vendar, ko smo skupaj ugotovili, da bi ti delavci izgubili določene pravice, ki jih pridobijo v stečajnem postopku, smo se definitivno skupaj odločili, da počakamo na stečajni postopek in da takoj potem ponudimo zaposlitev v teh podjetjih tudi sodelavcem. Torej, če je kdo že podpisal, ta sporazum ne velja? Jih je nekaj podpisalo, vendar smo skupaj to raztrgali, stran vrgli in ne velja. Stečajnik danes še ne ve, ali bo koga izmed delavcev zadržal. Računam jutri, da bo 65 zaposlenih dobilo odpovedi. Največji upnik je država, neizplačan je kredit izpred 10 let. To je bilo okrog 480 000 evrov, z obrestmi je to zdaj naneslo na 700 000. Težko pa govorim, ali bi vseh 65 teh delavcev našlo zaposlitev in konkretno v kakem času. Potrebujejo namreč še kategorizacijo invalidov. Je pa med 908 na uradu Mozirje bilo do zdaj 107 brezposelnih invalidov. Ti upajo na kakšno delovno mesto v sosednjih podjetjih na prostoru Glina, kjer pa nekateri, ki tudi delajo z lesom, vendarle uspešno krmarijo. Tudi v Pomurju je največ pozornosti še vedno namenjene stečaju Mure, zaradi katerega je na cesti dodatnih 1200 delavcev. V ponedeljek se bodo lahko prijavili na Zavodu za zaposlovanje. Medtem pomurske občine in Center za socialno delo razmišljajo, kako ljudem pomagati. Aleksander Krčmar je eden izmed nekaj manj kot 1200 delavcev, ki je pred 2 tednoma prejel sklep o odpovedi zaradi stečaja. Kaj lahko takšen človek pove? Sramota za celo Slovenijo. Čeprav stroji še niso utihnili, bodo delavci po stečaju šele v začetku julija dobili denar z jamstvenega sklada. Zato so jim občine pripravljene pomagati z izredno pomočjo, ki znaša od 100 do 200 evrov. Večina bo zato morala sprejeti dopolnitve proračuna. Nobena občina mislim, da ni predvidevala tako velik naval novih brezposelnih, kot se je sedaj zgodil zaradi Mure. Delavci lahko zaprosijo tudi za izredno denarno socialno pomoč na Centru za socialno delo. Slednje ne bo treba vračati. Center za socialno delo tudi takoj nakaže sredstva v bistvu na njihov tekoči račun. Delavcem bo sleherni evro prišel prav, a mnogi se, tako kot naš sogovornik, sprašuje, kako naprej. Ženo po 35 letih dela v Muri že drugič doživljata stečaj. Ko se denarna nadomestila prekinejo, kam? Ja kam? Kam pa naj gremo? Zaposlitve ni.
Zato župani od države zahtevajo spremembe pri zaposlitvah preko javnih del. Naj sprostijo, naj olajšajo malo te pogoje, da čim več sredstev pride v regijo in da jih lahko namenimo za javno delo. Sleherni delavec pa upa, da bo del proizvodnje v Muri vendarle ostal živ. Da bi bar eden dobil nazaj zaposlitev od naju. Več o možnosti nadaljnega dela v Muri bo znano konec tedna. V Kidričevem je Štajerska gospodarska zbornica podelila priznanja za najboljše inovacije v Podravju za preteklo leto. Komisija je ocenjevala 22 inovacij, pri katerih je sodelovalo več kot 60 izumiteljev. 3 iznajdbam so podelili zlata priznanja in te se bodo potegovale za najinovacijo še na državni ravni. Med podjetji, v katerih brez inovacij ne gre, je tudi Talum z več kot 1000 zaposlenih. Njihova inovacija na področju odstranjevanja peščenih jeder iz ulitkov jim že prinaša prihranke. Imamo investicijo 60 000 evrov, ki nam zmanjša proizvodne stroške v življenjski dobi projekta 5 let za približno 1 200 000 evrov. Inovacijo so patentirali in jo bodo tudi tržili. Kupci pa že povprašujejo tudi po inovaciji podjetja Ledinek. Izdelali so namreč stroj, ki bo nadomestil ročno delo pri izdelovanju krivulje lesenih dog. Sodi so lahko veliki, visoki tudi do 3,5 metrov, tako konkretni. Francozi so že iskali ponudbe do 5 metrov dolžine. Z lesom pa je povezana tudi zamisel mladega strojnika, ki se je lotil izdelovanja nalivnih peres iz slovenskega lesa, slive, oreha, tudi iz vinske trte. Kupci še nas ne poznajo, in zaradi tega od tega ne moremo živeti. V bistvu je to neka dopolnilno delo zraven, poleg službe seveda. Brez razvoja mi žal ne bomo odprli nova mesta ali pa bomo odprli nova mesta in kar hitro bomo potem ugotovili, da jih bomo tudi potem zaprli. Sicer pa Sloveniji ne manjka inovativnih idej, na evropski lestvici smo na 13. mestu. Po besedah Hribar Miliča pa je Slovenija zelo inovativna tudi pri obremenitvah z davki. Ptuj se bo v soboto spremenil v kolesarsko središče Slovenije. Konec tedna bo namreč potekal že 12. polimaraton. Gre za najbolj množično rekreativno kolesarsko prireditev, na kateri vsakič sodeluje več 1000 udeležencev. Start in cilj bosta pred upravno zgradbo Perutnine Ptuj. Kot običajno pa bodo lahko kolesarski navdušenci izbirali med 3 trasami. Torej letos bomo kolesarili iz Ptuja in prikolesarili nazaj v Ptuj, kot rečeno drugič, po trasah, ki so ostale enake kot minulo leto, torej Maxi Polimaraton 52 km, Mini Polimaraton 21 km in Polisnek maraton za najmlajše po starem mestnem jedru dolg cirka 2 km. Nazaj v Maribor. Razstavni salon Rotovž deluje že vse od leta 1980, večji del v okviru Umetnostne galerije Maribor. V letih 2012 in 2013 sta si ga za postavitve razstav izposodili najprej Evropska prestolnica kulture in kasneje še Evropska prestolnica mladih. Zdaj je salon Rotovž spet pod okriljem UGM-a, ki mu je nadel novo ime Studio UGM. V njem že gostuje razstava Albtraum. Razstavni salon Rotovž je bil sprva zamišljen kot samostojno razstavišče. Potem je njegovo upravljanje prevzela Umetnostna galerija Maribor. Bil je zasnovan kot prostor, ki spremlja recentno, sodobno umetnost in tej zavezi sledimo še danes. Smo ga z novim odprtjem danes tudi preimenovali in odslej je to UGM Studio, ki še toliko bolj poudarja svežino našega stika z sodobno umetnostjo. Razstava Albtraum, ki tamkaj gostuje do 5. julija, je potujoča razstava. Od leta 2010 potuje po vsem svetu in povsod vključuje tudi lokalne umetnike. V Mariboru so na ogled dela 17 slovenskih in 116 tujih umetnikov. It's a traveling exhibition which collects people on their travel, which go around the world and maybe forever, because I'd always tell the artist, please give me a work or please give the co-curator a work which you might won't get back. Predstavljam se z risbo, ki je tukaj odzadaj za mano. Nekako je neka imaginarna zadeva nekih sanj, ki sem jih imela in sem jih dala na papir in nekako pač ustreza temu konceptu te razstave. It was really important that they do something to the topic which somehow is connected from the mind to their hand and some on a kind of subconsciousness which kind of arouses within this theme.
Nemški naslov razstave pomeni preprosto Nočna mora. It doesn't say with the P where it comes from, but when you spell it with the B, it comes from the elves, from the dreams, kind of the bad dreams the elves kind of did to you when they were sitting on your chest, and pressing and that you couldn't even breathe. Izpostavlja, da je projekt Albtraum hkrati raziskovalni projekt in svojevrstna dogodivščina. Sledi šport. V Miklavžu na Dravskem polju in bližnjih Dobrovcah so pripravili mednarodni nogometni turnir za mlajše kategorije. Presenetljivo se ga je udeležilo kar 124 ekip. Turnir ne bi uspel brez pomoči in predanosti 60 tamkajšnjih nogometnih navdušencev. Ti so v 2 vročih dneh skrbeli za več kot 1000 mladih nogometašev in za skoraj še toliko spremljevalcev. Zato so morali biti priprave na 10. različico tekmovanja temeljite, saj bi se drugače lahko izvedba turnirja porušila. Pred 9 leti smo začeli z prvim poskusnim turnirom, ki je sodelovala samo ena selekcija, 16 ekip. V lanskem letu na 9. je sodelovalo 82 ekip. V tem letu smo še dogradili eno igrišče, tako da smo letos turnir razširili na 7 generacij, to so 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 let stari otroci. Ti se bodo o storjenem na nogometnih igriščih še dolgo pogovarjali. V 7 polfinalih je zaigralo kar 19 klubov, največ predstavnikov je v 5 selekcijah imela domača šola Dobravce Miklavž, drugi najuspešnejši pa so bili mladi nogometaši iz Varteksa, ki so zaigrali v 3 polfinalih. Nismo bili zelo dobri, mogli bi se bolj potruditi. Nismo dosti tekali, smo pa vse 3 tekme zmagali, tako da gremo naprej. Pripravili bi se dovolj priložnosti, samo bi se še lahko več, obrambo pa se preveč kaca naprej, zatačemo pa dobega ni od zadaj. Nismo še pokazali vse, kar znamo. V napadu imamo še veliko rezerve. Ekipa je zelo močna, zelo dobro smo fizično in psihično pripravljeni. Na tem turniru smo danes zelo močni in zelo dobri. Odločila sem se pač, ker je dobro za mene, da dobim kondicijo, pa ker je fajn. Na tokratnem turnirju je bilo zastopanih 6 držav. Ob Slovencih so zaigrali še Hrvati, Avstrijci, Mađari, Bosanci in Srbi. Bitno je da deca naprave jedan određeni rezultat, ali prevashodno nam je da skopimo jedno prijateljstvo i da i sljedeće godine opet dođemo ovde i učestvujemo na ovoj velikoj manifestaciji. Podobno razmišljajo v številnih drugih sredinah. Zato bo naslednje leto v Miklavžu znova tako živahno, kot je bilo letos. Konec koncev so v 2 dneh na 6 igriščih odigrali kar 334 tekem. Ameriško svetovalno podjetje iz Bostona ugotavlja, da je svetovna vrednost zasebne lastnine lani narasla za 14% na nepredstavljivih 112 tisoč milijard dolarjev. Kljub krizi očitno vznikajo vedno novi bogataši, premožni pa postajajo še premožnejši, ugotavljajo. Glede na to, da večina ljudi drsi v revščino, bi lahko pomislili, da na račun drugih, kaj ne. Sledijo še druge tuje novice. V Bruslju se pod okriljem Evropske unije nadaljujejo pogajanja med Rusijo in Ukrajino o plinskem sporu. Ruski naftni velikan Gazprom je predtem vnovič podaljšal rok za plačilo dolgov, ki ga je postavil Ukrajini. Kijev ima po novem čas do ponedeljka do 10. ure po srednjeevropskem času, da poravna svoje obveznosti. Ukrajinski premijer je v Kijevu pojasnil, da jim je Rusija ponudila popust v višini $100 za 1000 kubičnih metrov plina, a da so ponudbo zavrnili in si prizadevajo, da bi v pogajanjih dosegli nižjo fiksno ceno. Irska vlada se je po novih razkritjih odločila za uradno preiskavo dogajanja v nekdanjih cerkvenih domovih za neporočene matere. Med drugim naj bi preiskali vzroke za visoko umrljivost otrok v teh domovih, pogrebne običaje ter tajne in nezakonite posvojitve. Vlada se je zato odločila, ko so ugotovili, da je v enem od teh domov med letoma 1925 in 1961 umrlo 796 otrok. Njihova trupla pa so odkrili v tamkajšnji zapuščeni greznici. Spodnji dom španskega parlamenta je z veliko večino podprl zakon, ki španskemu kralju Juanu Carlosu omogoča odstop. Zgornji dom parlamenta bo o zakonu glasoval 17. junija. Njegova potrditev v parlamentu pomeni zadnji korak do prisege novega kralja, 46-letnega Felipeja, ki bo na prestolu v skladu s pričakovanji nasledil očeta.
Prisegel naj bi 19. junija. Japonski avtomobilski proizvajalec Toyota je zaradi napake na zračnih blazinah, zaradi katerih bi lahko prišlo do požara, po svetu vpoklical 2,27 milijona avtomobilov. Doslej zaradi te napake vozniki še niso utrpeli poškodb, so zagotovili v Toyoti, ki je morala zaradi težav v zadnjih 2 mesecih vpoklicati že približno 9 milijonov vozil. Tudi v Sloveniji se je Toyota Adria odločila za ponovitev poklica, ki bo zajemal nekatera vozila modelov Yaris, Corolla in Avensis. Na svetovnem prvenstvu v Braziliji se nogometne reprezentance ne bodo borile zgolj za čast. Pomembne bodo tudi denarne nagrade, ki jih bo razdelila krovna nogometna zveza. Novi svetovni prvak bo po finalu 13. julija bogatejši za skoraj 26 milijonov evrov. Skupno bo FIFA med udeleženke mundiala razdelila 422 milijonov evrov, kar je največji nagradni sklad doslej. Prva tekma svetovnega prvenstva bo že jutri, dvoboj med Brazilijo in Hrvaško pa naj bi po napovedih želve dobili domačini. Pred koncem oddaje še povabilo k ogledu prireditve Stopimo skupaj, ki se bo ob 20. uri začela v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Na njej zbiramo sredstva za prizadete v poplavah na Balkanu. V Mariborskem gledališču je tudi Matej Korošec. Dober večer. Zakaj bo pravzaprav namenjen denar zbran drevi? Ja, dobro večer. Naj spomnimo, da je sredi maja poplavljeno območje v Srednjem Balkanu bilo večje od Slovenije, kar 23 tisoč kvadratnih kilometrov. Prizadetih je bilo 1,2 milijona tamkajšnjih prebivalcev, sama sanacija pa naj bi po nekaterih ocenah trajala od 5 do 7 let. Da bo vendarle hitrejša in da bo vse skupaj lažje, bomo z vašo pomočjo pomagali 1000 šoloobveznim otrokom s paketom nujnih šolskih potrebščin. Pomagali bomo obnoviti 3 šole in 4 družinam iz Bosne in Hercegovine in Srbije ter 2 iz Hrvaške pomagali do novega doma. Seveda vse skupaj začnemo ob 20. na prvem programu televizije Slovenija in Radia Slovenija, na Radiju Maribor, na televiziji Maribor, na Radiju Koper in na spletni strani RTV Slovenija. Sicer pa odprta tudi telefonska številka za vaše klice 01 472 0011 že od 18. dalje. Danes vse do 22. ure boste lahko poklicali na njo in seveda poklepetali z znanimi Slovenci, ki se bodo oglašali tudi na telefonske linije. Sicer pa tukaj v osrednjem Mariborskem kulturnem hramu številni znani nastopajoči iz celotne regije. Med njimi znani slovenski pesniki Esad Babačič, Svetlana Makarovič, Boris A. Novak, tudi Feri Lajnšček, pa številni glasbeniki in drugi, kot so Dado Topič, Oto Pestner, Sabina Cvilak, Tanja Ribič, Branko Đurić, Vlado Kreslin, Pliš, Alfa Tesla, A. Kamela in še bi lahko našteval, dolg je seznam vseh nastopajočih. Vabljeni ob 20. sem v SNG Maribor ali pa pred televizijske zaslone oziroma radijske sprejemnike. Stopimo skupaj. Matej, hvala. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri nam bo še vroče, konec tedna pa bo sveže in mokro. V četrtek dopoldne bo po večini jasno, popoldne in zvečer in morda tudi v noči na petek pa bodo lahko nastajale močne, vendar kratkotrajne nevihte. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo še vroče, drugod se bo osvežilo. V soboto in nedeljo bo precej oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. To je bilo vse, kar smo vam pripravili danes. Iz Dnevnika televizije Maribor le še hvala za pozornost in prijeten večer.